Zdravo, otroci! Ali me prepoznate? Uganite, kdo sem? Kdo? Ne slišim vas dobro, glasneje! Ja, jaz sem Neža, prav ste ugotovili. Danes sem videti drugačna. A veste zakaj? Ja, zato ker imam nova očala, novo kapo in novo ruto. In danes vam bom povedala resnično zgodbo, ko se je določena oseba prav tako na videz zelo spremenila. Najprej pa se mi pridružite v slavljenju našega Boga. Otroci, ponovno je bilo tako lepo skupaj z vami slaviti našega Boga. Zdaj pa začnimo z današnjo zgodbo. Kot sem povedala na začetku, bomo govorili o spremenitvi določene osebe. Veste koga? Jezusa. Seveda, kot smo že na prejšnjih skupnih druženjih povedali, se Jezus nikoli ne spreminja. On je od nekdaj, je in bo dober in vsemogočen Bog. On je Božji sin. A v Svetem pismu beremo o dogodku, ko se je Jezus za trenutek zelo spremenil navzven. Bil je videti čisto drugačen. Jezus
je skupaj z učenci Petrom, Jakobom in njegovim bratom Janezom odšel na visoko goro, da so lahko bili na samem. In ko so tako bili skupaj na gori, se je Jezus pred njimi spremenil. Bil je videti čisto drugače. Naenkrat je njegov obraz zasijal kot sonce in njegova oblačila so bila kot bela luč. In zraven Jezusa sta se jim naenkrat pokazala tudi Mojzes in Elija, ki sta pomembna človeka iz Svetega pisma. Mojzes je bil Božji služabnik iz Stare zaveze. Bog mu je dal 10 Božjih zapovedi. Elija je ravno tako bil Božji človek iz Stare zaveze, prerok, ki je zelo pomemben. Oba sta vsem srcem zvesto služila Bogu. Bog ju je na čudovit način uporabljal. Zdaj sta se učencem prikazala skupaj z Jezusom. Čeprav sta že umrla, živita v nebesih skupaj z Bogom in bosta imela pomembno vlogo pri dokončanju Božjega načrta. Mojzes in Elija sta se skupaj z Jezusom prikazala v obliki živečih in se pogovarjala z Jezusom. Lahko si mislite, kako so bili učenci presenečeni in bili so navdušeni nad tem, kar so videli. In Peter je rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, postavim tu 3 šotore. Tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak. In glej, naenkrat je glas iz oblaka rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Otroci, to je bil glas vsemogočnega Boga Očeta, Jezusovega Očeta. Ko so učenci to zaslišali, so padli na tla in se prestrašili. In Jezus je pristopil k njim, se jih dotaknil in jim mirno rekel: Vstanite, ne bojte se. Ko pa so pogledali navzgor, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In ko so odhajali z gore, jim je Jezus rekel: Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo obujen od mrtvih. Učenci so Jezusa vprašali: Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija? Odgovoril je: Elija res prihaja in bo vse prenovil. Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga ljudje niso prepoznali, ampak so storili z njim to, kar so hoteli. Tedaj so učenci razumeli, da jim je Jezus govoril o Janezu Krstniku, ki je ljudem oznanjal prihod Mesija, torej prihod Jezusa Kristusa, ki bo rešil ves svet. In Jezus jim je še rekel: Tako bo tudi Božji sin trpel zaradi ljudi. In Jezus je tukaj govoril o svoji smrti na križu. Otroci, ta odlomek je nekoliko nenavaden, kaj ne? Težji za razumeti,
a je zelo pomemben, kot vsak odlomek ali zgodba iz Svetega pisma. V tej resnični zgodbi spoznamo še veliko o Jezusu in neminljivi Božji ljubezni do nas. Ta odlomek nam govori o še eni čudoviti lastnosti, ki jo ima Jezus. Poleg tega, da je ljubeč Bog, je vsemogočen, je vedno zvest, je naš najboljši prijatelj, je naš zdravnik. Poleg tega je Jezus tudi svet. Jezus je sin Boga Očeta, je Božji sin. In v tem odlomku se pokaže Jezusovo veličastvo. Njegov oče je veličasten Bog in Jezus kot Božji sin ravno tako odseva veličastvo svojega očeta. Bog je učencem v tem odlomku pokazal, da je on velik in svet, a je bil kljub temu pripravljen žrtvovati svojo svetost. A veste, kaj pomeni, da je nekdo svet? To pomeni, da je ta oseba popolnoma brez greha. In takšen je bil in je samo Jezus. A kljub svoji popolnosti je bil Jezus pripravljen žrtvovati sebe na križu in je tako nase vzel vse grehe tega sveta in celo smrtne bolečine, ko je umiral na križu za nas. Smrtjo na križu in vstajenjem nam je pokazal, da nas tako neizmerno ljubi, da je on, Božji sin, umrl za nas, nepopolne in grešne ljudi. S tem nam je dal priložnost, da tudi mi postanemo drugačni in čisti, če sprejmemo njegovo ljubezen in mu sledimo. S tem spreminja naša življenja in nam pomaga, da postanemo čim bolj podobni njemu. In tudi, ko ponovno zgrešimo, nam Jezus odpusti, ko ga prosimo za odpuščanje. To je res čudovito, kaj ne, otroci? In za konec današnjega druženja se Jezusu zahvalimo za njegovo veličastvo, dobroto in ljubezen. Pridružite se mi v molitvi. Dragi Jezus, hvala ti, da nas ti tako zelo ljubiš, da si kljub svoji svetosti in popolnosti bil pripravljen vzeti nase vse naše grehe in nam neizmerno ljubezen pokazal tako, da si šel za nas na križ. Hvala ti, da si ti velik Bog, da zate ni nič nemogoče in hvala, da nas imenuješ svoje otroke. Hvala ti, Bog, da si nam ti dal Sveto pismo, katerem lahko beremo o tebi in te vedno bolj spoznavamo. Amen. Otroci, danes se je bilo ponovno spet tako lepo družiti z vami. Se že veselim našega naslednjega srečanja. Se vidimo kmalu!